Med množico pametnih telefonov znanih znamk se vsake toliko časa prikrade kakšen nepričakovan izdelek, kot je OnePlus One. To je prvi telefon kitajskega startupa OnePlus. Izstopal naj bi predvsem cenovno, saj različica 64 GB stane 300 evrov, vendar že njegova pojava in izdelava naredita dober vtis. Aparat izgleda moderno, poceni plastike ni, ohišje je trdno in dokaj elegantno, zadnja stran spominja na brusilni papir in zaradi tega ponuja dober oprijem. Okrog fotografskega tipala in svetečih diod je nekaj kovine, na spodnji strani sta zvočnika, telefon pa ni ravno majhen. Je le malenkost manjši kot iPhone 6 Plus, ki ima enako velik zaslon, kar pomeni 5,5 palcev diagonale in razločljivost Full HD. Telefoni kot je Xperia Z3 in podobni so nekoliko, iPhone 6 pa bistveno manjši. Čeprav je OnePlus One strojno na ravni ostalih letošnjih vrhunskih telefonov, je njegova glavna prednost programska oprema. Različica Androida Cyanogen je blizu čistemu Googlovemu Androidu, a omogoča bistveno več prilagajanja in ima kup uporabnih dodatkov. Možno je spreminjati izgled, saj je na voljo veliko tem. Tudi gradnike in obnašanje domače strani se da povsem prilagajati, prav tako animacije in podobno. Če uporabnik podrsa s prstom od zgoraj navzdol povsem po desnem robu, se odpre obvestilno polkno z vsemi bližnjicami. V nastavitvah pa se zgodba s prilagajanjem nadaljuje. Izgled obvestilne vrstice in spodnje tipke je mogoče nastaviti po svoje. Telefon ima tipke na dotik pod zaslonom, uporabnik pa se lahko odloči tudi za zaslonske navigacijske tipke, če mu to bolj ustreza. Nam se zdi bolje imeti celoten zaslon namenjen vsebini. Večkratni ali dvojni pritiski na tipke se lahko bližnjice za določena opravila. Telefon je tudi dokaj primeren za tiste, ki jim je pomembna zasebnost in varnost komunikacij, saj že privzeto ponuja nekaj tovrstnih možnosti nastavitev in orodij. Med drugim je mogoče določiti, katere aplikacije imajo dostop do imenika, lokacije in podobnih podatkov. Nekaj uporabnih zadev je tudi na zaklenjenem zaslonu. Sam zaslon je sicer kakovosten, ima dobre vidne kote in kar pravo belo, le na soncu ni najbolje viden. Fotoaparat s 13 milijoni točk navdušuje predvsem z uporabniškim vmesnikom, saj se lahko zelo enostavno samo s potegom prsta sprehajamo med različnimi načini fotografiranja. Najbolj pa razočara s počasnostjo, saj od pritiska na sprožilec do zajema fotografije preteče kar nekaj časa. Same fotografije so dobre, še posebej v načinu Clear Image, ki pa je spet dolgotrajen. Video je mogoče snemati tudi v razločljivosti 4K in izgleda dobro. Težava pa je v tem, da so algoritmi za umirjanje slike slabši kot pri konkurenci in da je zajem zvoka v hrupnih okoljih katastrofalno slab. OnePlus One je fenomenalen telefon za 300 evrov in tudi če bi stal 500 ali 600 evrov, bi se še vedno lahko kosal z večino ostalih tekmecev. Težava je le v tem, da ga je skoraj nemogoče kupiti.